O estetiki ne bom zgubil besed, meni ta avto ni všeč. Dober dan, v Ljubljano grem, stelim, ker sem ga ravno kar napolnil, mi piše dosega 207 km, tako da to ne bo problem. In grede, če ga polniš doma, ne, to traja. Pa ena stvar je hecna, zdaj sem bil na službeni poti, pa sem ta avto doma pustil. Sem rekel, Tini, dej se z njim spoznaj, me zanima, kaj boš povedala. Ona je rekla, da je bil pravzaprav ful všeč. Zakaj je bilo všeč? Ta prva stvar razmeroma logična, je rekla, da je fajn, ki je tih, ta druga stvar pa dostop do kabine, predvsem do druge vrste, takrat, ko imaš otroka not spraviti, zato ker samo rilska vrata. In če daš sprednji sedež na sopotniški strani, ker za njimi otroški sedež, ponovadi še bolj naprej, tukaj dobiš ogromno luknjo. A veš, kaj pa meni pri tem avtu najbolj všeč? Stvar, ki je meni pri tem avtu najbolj všeč, je ambient. Jaz ne vem, če mi je še kakšna kabina od BMW-ja bolj kul. Ni klasično lepa, mal je čudna, lej, tole je prestavna ročica. Mislim, prestavna ročica, to je izbirnik smeri, dajmo temu tako reči. Ampak ta občutek zračnosti tukaj pred voznikom se mi zdi fenomenalen. Ker da sem v enem finem prostoru, ki ni avtomobilski. In ta feeling zračnosti, prostornosti, veš, koliko daleč strani, recimo ta sprednja šipa je tak. Mal me spominja na stare eno prostorce. In to, pičimo Ljubljano. A pa še eno stvar boš zelo hitro opazil. Če se boš s tem avtom zapeljal na avtocesto, boš ugotovil, da smerna stabilnost ni najboljša. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da avto ni trdno zasidran v svoji smeri, da ves čas zahteva neke drobne popravke, krmiljenja, zato da pač greš tja, kamor hočeš iti. Če mene vprašaš, je to zaradi ful ozkih gum. Ni to velik problem, predvsem zato, ker bo i3 doma večinoma v mestih, v urbanih okoljih, ampak če boš pa na avtocesti, ja, pa boš pa to opazil, 100%. O, lej ga, še en. Drugač pa to veš, ne, i3 je bil prenovljen že nekaj časa nazaj, daj, lani enkrat, ja. To je to, nič nisem snemal, zato ker sem bil preveč nervozen, kako sem jaz vsta tekst do jutra naučil, nima veze, zdaj pa pičim ta avto zamenjati, preden pa to naredim, moram pa nem še kaj povedati. Veš, kaj mi je recimo pri i3 še všeč? Mislim, poleg tega, da je zdaj po prenovi tudi dost varnejši, kupenih novih sistemov, všeč mi je to, da če voziš pametno, pa dost naprej gledaš, se bremze skoraj ne rabiš dotakniti. Tak tekoč stil moraš imeti in pol je izkušnja taka dost nenavadna, veš, regenerativno zavedanje, to je ena zadeva, ki avto izkorišča vso nabrano kinetično energijo, ki jo ima, in potem pri zavedanju shranjuje električno energijo, zato da jo lahko pol ponuca naprej za druge električne porabnike, pa konec konca tudi za pogon. O estetiki ne bom zgubil besed, meni ta avto ni všeč. Za tehnični podatki ne vem, koliko vas zanima, pa ne zanima, kapaciteta baterije 33 kWh do 100 tam v 7 sekundah, v vsakem primeru kar impresivno, ker stopaš po gasu. Aj pa mimo grede tudi ta avto, imaš koliko sestavljeno iz CFRP-ja? Vidiš? Takole zgleda. Drugi glaven gradnik pri tem avtomobilu je pa aluminij. Cel podvozje je recimo aluminijast. Veš, zato taki avti dosti stanejo, ker tale poceni ni, to vsi vemo. A vidiš, koliko so tanke gume, o tem sem prej govoril. A pa še ena zgodba, veš, ker sem jaz i3 prvič vozil koliko je bilo, 3 leta nazaj, smo v istem trenutku testirali tudi BMW M4 in smo probali pospeševati tak mini drag race in tam do 50 stari sta 3 avto kar skup, če ni ta celo pikico hitrejši. Gled, tako da bom prešal to iz i3 na C4 Cactus. To je un avto, ki je bil pred prenovo še malo bolj zanimiv. No ja, dajmo mu šanso, jaz mislim, da vsem znak je pokazal. A veš, recimo ni več air bumpsov, mislim so samo še 3 tukaj spodaj, ne veš tukaj na vratih. Se mi zdi, da je bila folku malo prejaka fora, to pa so šli malo nazaj. Lej, takole je izgledal pa pred prenovo, čist drugačne zadnje luči, na bokih vidiš air bumps, pa tudi zadnje imel več plastike, vidiš?